V Havani imajo letni cigarski ekspo, ki je pritegnil bogate ljubitelje tobaka in trgovce z celega sveta. Enotedenski obisk ekspa vključuje tudi oglede plantaž in tovarn. Mnogi menijo, da so kubanske blagovne znamke najboljše na svetu. Kubanski proizvajalci pa širijo svoj mednarodni trg s povečanjem prodaje svojih legendarnih cigar tudi na Kitajsko. Prav s tem si je proizvajalec Habanos lani povečal svoj svetovni prihodek za 12% in dosegel rekordnih $500 milijonov. Na svetovnem trgu sicer prevladujejo kubanske premium cigare 70% prodaje, a ta trg izključuje ZDA, kjer so cigare prepovedane z 10-letnim trgovskim embargom proti Kubi. Močan potres na oddaljenih območjih Papue Nove Gvineje je povzročil zemeljske plazove in poškodoval ceste. Umrlo naj bi skoraj 20 ljudi, oblasti so pred kratkim poročale tudi o 30 žrtvah. Zračni posnetki razkrivajo vdolbine na hribih v provinci Hela. Poškodovani sta tudi rudarska in energetska infrastruktura. Zaradi hudega potresa so pozvali tudi tovarno utekočinjenega zemeljskega plina, da se v teh izrednih razmerah zaradi varnosti zapre. Hči Donalda Trumpa, Ivanka Trump, je v intervjuju za NBC News dejala, da predlog njenega očeta za oborožitev učiteljev ni slaba ideja, ampak ideja, o kateri je treba razpravljati. Trump je namreč podal idejo oboroževanja učiteljev z orožjem potem, ko so o tem razpravljali svojci žrtev nedavnega strelskega pohoda na Floridi. Učitelje po šolah bi namreč po njegovo kar oborožili. Njegov predlog mnogi demokratični in republikanski politiki zavračajo kot popolnoma nesprejemljivega. Ivanka pa je v intervjuju za NBC dejala, da se med obiskom Južne Koreje ob zaključku zimskih olimpijskih iger spraševala o oborožitvi učiteljev. Dejala je, da bi moral obstajati neverjetno visok standard za to. Kralj Salman je v Savdski Arabiji korenito reorganiziral vojsko, zamenjal njeno vodstvo, spremembe pa uvedel tudi v ministrstvih in med župani. Upokojil je načelnika generalštaba generala, tega je zamenjal prvi general. Na novo je razporedil pripadnike vojske v državni letalski obrambi in v kopenskih silah. Imenoval je nekaj novih uradnikov v gospodarskih in varnostnih ministrstvih ter nekaj novih mestnih županov. Določen pa je tudi nov namestnik ministra za delo, predvsem za sicer redka delovna mesta za ženske v globoko konzervativnem kraljestvu. A ni končal pri tem, imenoval je tudi nove guvernerje. Tako velike spremembe so del njegovih gospodarskih in socialnih reform.